Torej, očitno se ne bomo predali. Še en govor imamo, zato zdaj vabim, da se mi pridruži predstavnik Združene levice, Luka Mesec. Tovarišice, tovariši, zdravo! Zdravo! Privatizacijo v Sloveniji spremljamo že 25 let in če kdaj so danes rezultati več kot jasni. Prvi krog nam je prinesel tajkun pirovske barone, drugi krog nam je prinesel tajkune, v tretjem krogu pa domače tajkune nadomeščajo tuji špekulantje. Bravo! Tretji krog privatizacije, ki se odvija pred našimi očmi tukaj in zdaj, ni nepošten, neprostovoljen in nekoristen. Ni pošten, ker podjetja prodajamo med krizo in po razprodajnih cenah. Ni prostovoljen, saj pa je prodajamo zaradi pritiskov lobijev Evropske unije in finančnih trgov. In ni koristen, ker bo dokončno uničil možnosti za samostojen razvoj te države. Tretji krog je še bolj zavit v meglo kot prejšnja dva. Vodi ga Slovenski državni holding, ki ga upravljata dva človeka, nadzoruje pa ju 5 političnih nameščencev. Tovarišice, tovariši, živimo v državi, v kateri 7 ljudi obvladuje 11 milijardno državno premoženje. Druga organizacija, ki vodi razprodajo, je Slaba banka, v katero smo vložili 5 milijard evrov državnega denarja. Zakaj? Zato, da ni rešila kreditnega krča v bankah, zato, da danes celo guverner Banke Slovenije govori o rasti brez kreditiranja in zato, da zdaj s temi 5 milijardami odpisuje dolgove domačim tajkunom. Člani uprave te slabe banke in njihovi svetovalci so plačani po 20 000 evrov na mesec in več, zato da pod mizo prodajo deleže državnih podjetij. Samo ta teden so dali na prodaj deleže več kot 20 podjetij v skupni vrednosti 300 milijonov, med njimi Elana in Adrie Airways. Ti ljudje vodijo tiho privatizacijo. Oblast zdaj privatizira po rusko, domači in tuji špekulantje si manejo roke, ljudstvo pa strada. Danes smo se zbrali, da temu naredimo konec. Da naredimo konec uničevanju našega gospodarstva, konec siromašenju, konec diktatom Evropske unije in trojke in konec drsenju Slovenije na svetovno in evropsko periferijo. Ne bomo kolonija in ne bomo podložniki, ne domačih in ne tujih kapitalistov. Danes smo tukaj, da si utajeno moč vzamemo nazaj in začnemo ustvarjati svet, kakršnega si mi in ne naši gospodari želimo. Bravo! Da iz Slovenskega državnega holdinga, ki je bil ustanovljen za razprodajo, naredimo organizacijo, ki bo upravljala to premoženje po volji delavcev. Da iz državnih podjetij preženemo tajkune, lobije, politične nastavljence in njihove podrepnike. Da si podjetja, ki jih je ljudstvo s svojimi žuli gradilo skozi pretekla desetletja, danes pa jih oblast prodaja za drobiž, končno vzamemo nazaj. Danes, tovarišice in tovariši, bomo stavili privatizacijo, jutri začnemo uvajati delavsko upravljanje.